V petek je potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri je Mestna občina Murska Sobota podelila nagrade in priznanja. Župan Aleksander Jevšek je podelil naziv častni občan, plaketo, 2 zahvalni listini in posebno županovo priznanje. Slavnostni govornik ob tej priložnosti je bil Andrej Gerenčer, nekdanji predsednik skupščine občine Murska Sobota, prvi župan mestne občine in njen častni občan. 16. julija 1348 je Murska Sobota prvič omenjena v pisni obliki kot naselje z določenimi pravicami. Po odloku skupščine mestne občine smo leta 1997 ta zgodovinski dan sprejeli kot svoj praznik, ki ga vsako leto praznujemo s slavnostno sejo. V praznikih je priložnost, da se spomnimo rezultatov, dogodkov, s katerimi smo se srečevali pri našem razvoju. Vsestranski razvoj občine Murska Sobota je bil pri drugi svetovni vojni hiter in spodbuden za prebivalce, ne samo naše občine, ampak tudi regije. Od nekdaj agrarne občine je postala to industrijska občina z mnogimi proizvodnimi obrati, kot so bili Mura, ABC Pomurka, Panonija in mnoge druge. Število zaposlenih je raslo iz leta v leto, mesto pa je dobilo novo podobo z izgradnjo bolnišnice, galerije, knjižnice, šol, vrtcev, kulturnih objektov in številnih stanovanjskih blokov, pa tudi športnih objektov. Kulturne športne dejavnosti so imele pri nas bogato tradicijo, saj smo imeli priznane umetnike in športnike. Spomnili bi samo na pomemben bienale male plastike, ki je imel evropskega slovesa, in mnogi slikarskih razstav, ki smo imeli v Murski Soboti, pa tudi po svetu. V Jugoslaviji je imela Murska Sobota kot obmejna občina pomembno vlogo pri povezovanju z obmejnimi okraji v Avstriji in na Madžarskem. Ob tem je potrebno spomniti, da smo leta 1979 sprejeli tudi partnerstvo in sodelovanje z nemškim mestom Ingolstadt in občino Paračin v Republiki Srbiji. Po ustanovitvi mestne občine smo sklenili sodelovanje tudi z mestom Bethlehem in bili prvi v Sloveniji, ki smo sklenili kakšno partnerstvo z kakim mestom v Združenih državah Amerike. Spoštovani, Slovenci smo se na referendumu 23. decembra 1990 odločili za samostojno pot. Ta pa ni bila lahka, saj je povzročila številne probleme, predvsem pa nasprotovanja drugih delov takratne skupne države. Plebiscit je poenotil slovenski narod. Hkrati pa se je začelo mednarodno sodelovanje, ki je bilo pomembno za samostojnost Slovenije. Pomembno vlogo pri tem je imela tudi naša občina, glede na svojo obmejno lego. Pri tem bi omenil kot prvo srečanje predsednikov občine Murske Sobote, Körmenda in Fürstenfelda v jeseni leta 1988 na Madžarskem, kjer smo se dogovorili za srečanje obmejnih prebivalcev naših občin. S tem smo želeli izraziti željo po odpiranju meja, ki so bile precej zaprte, še posebej z Madžarsko. Ko so Madžari začeli pospravljati žično ograjo, smo zaznali priložnost za organizacijo zgodovinskega srečanja na tromeji pri Trtkovi. Na srečanju, ki je bilo 27. maja leta 1990, se je zbralo veliko ljudi iz vseh 3 pokrajin. Dogodek pa je bil posebno pomemben za Slovence iz Porabja, saj se 45 let niso smeli približati državni meji. To srečanje je tudi pomenilo začetek dobrega sodelovanja in ustvarjanja dobrih odnosov z Avstrijo in Madžarsko, kar se je pokazalo zelo koristno v času vojne za Slovenijo in za njeno priznanje od same osamosvojitve. V času vojne smo imeli v Murski Soboti glede na našo obmejno lego in vojašnico v mestu posebne naloge. Ni nam bilo lahko. Sodelavci smo se morali pripraviti na obrambo naše samostojnosti. Po naši svečanosti, ko smo posadili lipo pred spomenikom zmage, je prišla močna ukrepitev jugoslovanske vojske v našo vojašnico, kar je seveda pomenilo nevarnost za našo občino. S sodelavci smo v skladu z obrambnim načrtom pripravili vse za našo obrambo. Sreča je bila, da sem imel takrat ob sebi sposobne in dobre sodelavce, s katerimi smo odgovorno reševali naloge, ki so bile pred nami.
Dobro smo sodelovali z našo teritorialno obrambo, takratno milico in civilno zaščito. Kljub večji ukrepitvi vojske vojašnici in obvestila, da vojska celo pripravlja obstreljevanje našega mesta in strahu in napetosti, ki je povzročil zračni napad na okolico vojašnice, smo vseeno naloge uspešno upravili. Veliko težav smo imeli tudi v naših podjetjih, ki so v tistih težkih časih z veliko truda in požrtvovalnosti zagotavljali proizvodnjo in izvoz. Naše ugotovitve po sklenitvi premirja so bile, da smo dobro izvršili naše obveznosti in rezultat tega je bil, da je mesto ostalo nepoškodovano in da nismo imeli človeških žrtev. Na to smo lahko tudi danes ponosni. V Murski Soboti smo predlani svečano proslavili 100-letnico priključitve Prekmurja matičnemu narodu. Množična udeležba Prekmurcev je pokazala, da se zavedamo, kako pomembna je priključitev za naš obstoj in naš nadaljni razvoj. Tega zgodovinskega dogodka se moramo zavedati še posebno danes, ko nekateri žal razmišljajo o spremembah meja. Ko danes poslušamo razne ocene o tem, kdo je zaslužen in kdo je največ prispeval za našo osamosvojitev, poudarimo jasno in glasno, da je to prebivalstvo Slovenije, ki je z veliko večino na referendumu se odločilo za samostojno in svobodno državo Slovenijo. Vsak po svoje smo bili blizu takratnim dogodkom. Tudi tisti pripadnik naše teritorialne obrambe, ki mu ni bilo treba streljati, a je imel orožje, da bi branil domovino. Zelo me žalosti, da si nekateri danes želijo iz tega, da so bili nekoč blizu teh dogodkov, ustvarjati politične in druge koristi. Žalosti me tudi razdvajanje, ki se pojavlja zadnje čase. Kljub razlikam v strankarskih pogledih moramo delovati skupaj, delovati za ljudi, zato smo šli na referendum, zato smo glasovali za osamosvojitev. Tega razvajanja si resnično ne zaslužimo. S posthumno podelitvijo naziva častni občan se je mestna občina poklonila nekdanjemu predsedniku skupščine občine. V očetovem imenu bi se zahvalil za naziv častni občan, ker vem, da bi mu ta pozornost bila všeč. Moj oče bil namreč zelo povezan, zelo navezan na mesto Murska Sobota in pokrajino, v kateri je preživel večino svojega življenja. Če bi lahko, bi vam on sedaj tukaj povedal, kako neizmerno rad je imel svojo Soboto, njene dobre ljudi in kako mu ni bilo nikoli težko karkoli narediti dobrega za Soboto in za njeni razvoj. Z svojim delom, z svojim znanjem, z svojim neizmerno energijo, z svojo humanostjo je želel, da se Sobota in Prekmurje razvijata tako, da bo tukaj lepo živeti. Da bi ljudje ostajali doma, da bi se vračali iz študija, ker bi tukaj našli delo in lepe pogoje za življenje. In ne samo delo, ne kakršnokoli delo, namreč delo, ki bi jim omogočalo dostojno, mirno, lepo in varno življenje. Z nazivom častni občan ste se poklonili njegovemu delu in njegovemu življenju. In vem, prepričan sem, da bi bil on na to ponosen, kakor sem danes na to ponosen tudi jaz in moja družina. Hvala vam. Na koncu bi še v imenu vseh nagrajencev in nagrajenk in nagrajencev Mestne občine Murska Sobota zahvalil za podeljena priznanja
in v imenu nas vseh bi tudi čestital praznik občine. Slavnostni govornik pa je na prireditvi nekaj časa namenil tudi prihodnosti občine in vlogi mladih. Obrnimo se k našim nalogam, ki nas čakajo v prihodnje. Posvetimo se mladim, katerih dogodki, ki so plod razdvajanja iz preteklosti, naj ne bi obremenjevali, ker njih zanimajo druge zgodbe in druge naloge, katerim se morajo posvetiti. Poskrbimo, da se bodo mladi po šolanju vračali domov, nazaj domov, kot družba pa smo jim dolžni zagotoviti delovna mesta in taka delovna mesta tudi z dodano vrednostjo. Pohvalno je, da sedanje vodstvo občine ni pozabilo tudi na starejšo generacijo. Spoštovani, ob vsakokratnem povezovanju se vprašamo, kaj smo dosegli. Kljub vsem težavam, s katerimi smo se srečevali, smo v glavnem zadovoljni. Ko so tako kot pred 30 leti močno v ospredju nekatera vprašanja našega razvoja, moramo ugotoviti, kaj so spremembe po osamosvojitvi prinesle tudi našemu okolju. Neprijetna je misel na to, da smo veliko izgubili, ne samo zaradi lastninjenja, ampak tudi zaradi naše nepripravljenosti in nerazumevanja sprememb v gospodarskem sistemu. Vprašajmo se tudi, ali smo v celoti izrabili možnosti, ki so nam bili ponujene z zakonom o hitrejšem razvoju Prekmurja. Z osamosvojitvijo so bili izpolnjeni tudi pogoji za reformo lokalne samouprave, ki se je začela leta 1994. Morda smo preveč drobili našo bivšo občino, vendar je bila to samoupravna odločitev prebivalcev novih občin. Na spremembe smo se dobro pripravili. V Murski Soboti smo skupaj s primestnimi naselji ustanovili mestno občino. Večji težav pri delitvi premoženja bivše občine nismo imeli, kot so bile to pri drugih občinah, saj smo kot prvi v Sloveniji sprejeli delitveno bilanco. V Soboti smo se vedno zavzemali za sodelovanje, saj smo bili v preteklosti organizirani kot regijsko središče, ki je z organizirano oblastjo, regijskim šolstvom, zdravstvom, kulturo in športom to nalogo vedno opravili. Kot mesto smo vedno želeli čim več sodelovanja v Pomurju, še posebej v naši okolici. Zato smo se tudi v turističnem društvu zavzemali za lepše in prijetnejše naše mesto, da bi se vsi, ki so prihajali k nam, dobro počutili.